zelo veseli, da je Nova Slovenija že v svojem predvolilnem programu zapisala, da se bomo dosledno zavzemali za zmanjševanje administrativnih ovir pri prometu s kmetijskimi zemljišči. In ta predlog tega zakona gre prav v to smer in zato ga odločno podpiramo. Tudi koalicijska pogodba, v koalicijski pogodbi je jasno zapisano, da se bojo te odškodnine za spremembo namembnosti zemljišč odpravile, posebej za tiste, ki v naravi ne predstavljajo potencijala za kmetijsko pridelavo, za ta dobra kmetijska zemljišča. Vsi ti postopki, tukaj imamo mi ministrstvo za kmetijstvo, ki pa skrbi za ta najkvalitetnejša zemljišča in to, kar je za pridelavo pomembno. Vsi ti odškodninski zahtevki pa nenormalno držijo, ovirajo gradnjo teh infrastrukturnih objektov in seveda tudi individualnih gradenj. Poglavitna rešitev je torej odprava odškodnin za spremembo namembnosti in bomo dosegli dve stvari, kar je bilo že tudi omenjeno, da bomo razbremenili gospodarstvo in individualnih investitorjev pri novogradnjah in dvignili konkurenčnost Slovenije kot naložbene destinacije. Po tem predlogu gre torej lastnikom zemljišč ne bo treba več plačevati spremembe namembnosti, dejansko pa s tem predlogom to, kar tudi nas zelo veseli, da tukaj izpostavljamo tudi mlade družine, ki se bodo na ta način recimo v domačem okolju lažje rešili svoje stanovanjske probleme, se tam odločijo za gradnjo. Jaz jih kar nekaj poznam, ki so pred gradnjo hiše za to spremembo namembnosti plačevali kar zelo velike vsote in to sem slišal, da tudi do 20.000 evrov, da bi prišla taka odškodnina pred kratkim do to. No, zdaj bojo tega razbremenjeni, je pa tle še en drug vidik, ki ga tle bi tudi omenil. Menjeno je bilo, da se kmetije opuščajo, da propadajo kmetije in tako naprej. Tle je en vidik, da bi to prispevalo k pomladitvi in k oživitvi podeželja. Tako in tle bi predvsem to za te mlade družine, da bi tudi prispevali svojo naselitvijo proti praznenju podeželja.